Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je pravljica presenečenja. Namreč ravno na današnji dan, 16. maja leta 2024, praznuje svoj 4. rojstni dan Aljaž. Aljaž, vse najboljše ti želimo. In pravljico presenečenja ti poklanja nihče drug kot tvoja sestrica Anika. Anika, super ideja. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Zajec, zajec, zajec. Edinec sem in tako mi je najbolj všeč. Sosedova lisica pravi, da je rada v družbi zajcev. Več jih je, bolj je veselo, pravi. Jaz pa je ne razumem. Všeč mi je, da je vse samo moje. Moja roža. Moji korenčki. Moja pretegovalnica. Moja soba. Ampak starša sta mi nekaj povedala. Na lepem nisem več njun edini otrok. Nič več nimam vsega samo zase. Sestra je poteptala mojo rožo. Pojedla moje korenčke in zdaj drema v moji pretegovalnici in moji sobi. Postaviti moram nekaj pravil. Tvoja stran, moja stran. To deluje. Dokler nimata starša še več novic. Pa še več in več. Nekaj moram narediti. Takrat se spomnim lisice. Bi ti pazila na te zajčke? Z veseljem. Ja! Zdaj sem spet sam. Sam. Še vedno sam. Čisto sam. Potem grem k sosedi. Boš prišel noter še ti? Več vas je, bolj je veselo. No prav. In na mojo veliko grozo nam je prav lepo. Samo poglejte jih. Prav zares jim je lepo, kaj ne? Kako čudovita pravljica. In verjamem, da je zajčkom še danes lepo. Seveda s prihodom novega družinskega člana, bratca ali sestrice, pride do sprememb. A že čez leto ali 2 je vse drugače. Bolj zabavno, prijetno ter igrivo. Za vse skupaj pa je potreben le čas. Super pravljica. Anika, najlepša hvala za idejo o pravljici ter super idejo, s katero si zagotovo razveselila svojega bratca Aljaža. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Preveč korenja, v kateri boste prav tako spoznali zajca, ki je naravnost oboževal korenje. In to tako zelo, da je njegov brlog postal premajhen. In tako se je podal na pot za novim, večjim domom.
In pri tem so mu seveda pomagali njegovi prijatelji. Prijeten pozdrav Aljažu ter Aniki, ter pa seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte, radi se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Luštna pravljica.